Poznate tisto, ko pridete na obisk dedek in babica in otroci vriskajo od navdušenja, ali pa takrat, ko od ponosa popolnoma žarijo, ko se priklonijo po predstavi v vrtcu? Ali pa tudi tisto, ko rečete, dovolj je bilo tablice za danes, pogledala si 2 risanki in potem eksplodira jeza, ali pa ko daste pred njih krožnik malih zelenih kroglic, ki jim pravimo brstični ohrovt in jih gledajo z največjim možnim gnusom. O teh čustvih in tudi o vseh drugih govori tale knjiga, pa tudi o tem, da lahko imamo različni ljudje v isti situaciji zelo raznolika čustva. Recimo, kot tukaj na praznovanju za rojstni dan. Vse najboljše. Beni aprila praznuje rojstni dan. Zelo se ga je veselil. Mami je natančno narekoval seznam povabljencev. Za zabavo si je izbral novo igralnico, v kateri je praznoval tudi njegov prijatelj Svit. Zdaj se je zabava zelo razživela. Anika in Julija mažeta punčko s kremo, ki jo je Anika imela v nahrbtniku. Obe se navihano smejita. Adam ju opazuje. Rožnata krema na punčkini glavi se mu malce gnusi. Matic in Luka sta odkrila bazen z žogicami, vsak hip se bosta zakadila van. Mark se ves jezen s Petrom bori za žogo. Prvi jo je imel in ne bo pustil, da mu jo Peter kar tako vzame. Peter glasno joče in tudi on hoče imeti žogo. Lara se je umaknila in se zatopila v slikanico. Beni, slavljenec, žalosten sedi v očkovem naročju. Praznovanje si je predstavljal drugače. Mislil je, da se bodo igrali skupaj, zdaj pa vsak dela nekaj po svoje. Očka ga razumevajoče posluša in mu predlaga, da zbereta goste okrog, potem pa se bodo skupaj igrali gnilo jajce. Kako pa se ti počutiš, ko imaš rojstni dan? In kako ga praznuješ? Knjiga ponuja vprašanja za pogovore z otroki in zelo si želim, da bi našla svojo pot med otroke in njihove odrasle.